Dober dan in dobrodošli v spletni oddaji Masterchef Kuhna, tokrat že v drugi sezoni, a letos bomo stvari malce drugače zapeljali. Letos bomo v okviru 10. sezone Masterchefa naredili 10 kratkih oddaj, kjer bom gostila 10 gostov iz Masterchefa in z njimi pripravila približno 10-minutne recepte. Danes je z mano lanskoletna zmagovalka Zala Pungaršič. Zala, živjo. Živjo, dober Kako je? Vrhunsko, spet se bo kuhalo, ne? Midve sva v tej situaciji že bile, sva lansko leto pripravljali rižoto. Res je. Potem, ko si ti zmagala. Tudi to je res. Tudi to je res. Povej, kako je danes drugače, kot je bilo nazadnje, ko sva se midve srečali v kuhinji? Drugače predvsem iz tega, da je zdaj za mano veliko novih izkušenj, ne samo ta Masterchef izkušnja, povezana s kulinariko, s kuharijo, tako da je zelo dinamično se odvija moje življenje naprej, kar se mi zdi super, vsak dan je malo drugačen in v te dneve spadajo potem tudi taki projekti, ne? In vedno se rada vrnem tudi pred kamero oziroma v tako družbo, tako k vam. Tukaj imamo že postavljene neke sestavine, vidim jajčka, povej, kaj danes pripravljava. Tako, postavila si mi izziv 10 minut, jaz sem šla tako, ne, rada imam take branče, kaj za popikati, ampak danes bomo pa spet to malo zapeljali, tako po moje, malo orientalsko, turško, se pravi, tu bodo v bistvu pošerana jajca po turško. Zelo simpel, malo z jogurtom, vse take začimbice, sem rekla simpel, ampak sestavin je pa kar nekaj oziroma začimb, ampak to naredi, veš, potem to celoto. Čeprav je simpel, ampak bomo pa naredili bum, ne? Je. Praviš, da turška poširana jajčka, prej si mi obljubljala turško ime. Bom ti povedala ga, napiše se Cilbir. Kako se to po turško izgovori, ne vem, po moje najbolj, da vprašamo Google prevajalnik. Imam telefon. Dejva, ker jaz nisem najboljša, mislim s turščino, vse kar vem je tamam. In to pomeni? Ja, okej. A ja, no, tamam. Aha, okej, da vidimo. Kaj nam bo povedal? Aha, če bo. Ok, prevod je poširano jajce, tako da... Ja, to so pač po turško. No, ampak ajde, zdaj bom pa tebi kar zastavila vprašanje. Prvo. A, vprašanje? Ja, ajde, da vidimo, kako si se kulinarično podkovala, ne, s prejšnjo sezono. Katere začimbe bomo potem, misliš, da uporabljali? Katere so značilne za to? Ne mi tega delati. Lahko preberem. Sladko papriko. Tako, okej. Dimljeno papriko. Okej. Kimjon? Kimjon, ja, to je orientalska kumina. Malo čilija, pa to je še ena vrsta paprike, ki je pa malo bolj v flake, se pravi, kot neka kosmičasta. Tako da jaz mislim, da greva kar najboljš, da kar greva v akcijo, če ne, nama bo teh 10 minut poteklo. Še eno vprašanje. Tole pa? Tole, to bo pa potem za povrhu, to je pa spet, napiše se zahtar, ampak Turki temu rečejo zatar. To si pa vohala, kaj vohaš? Začimbe. Začimbe. Se pravi, to je ful mešanica začimb. Tale ni tako, recimo, zelena, vem, da dol serija pa to dela še malo bolj, recimo, timijan, da vdajo malo več origana. Tlele je večinoma je sumak noter, sezamova semena, se pravi, to je drobljen sezam, potem prah in tako malo zapelje. Ful dobro. Mačken zakisli. Aha. Tako da to. Sem pa spet prinesla, ne, jaz moram smer malo zapeljati. Ja. Tole imam konfitiran česen v olivnem olju, zraven je pa spet tale mačken uložene limonce. Tako da medtem, ko se naša voda segreva, v vodo je potrebno povedati, da sem dodala mačken kisa. Jaz vseeno lepo poširana jajca delam še na tak način, čeprav zdaj že pravi, tudi ni treba, ampak tudi čisto zaradi tega, da se bo beljak lepšo prijel, bomo naredila tale jogurt. Se pravi, tale imamo nek, to je sicer grški, lahko bi pa uporabili tudi navadnega, pač čvrsti jogurt. To je važno, da je malo bolj čvrst. Dodale bova noter meto. To je najbolj važno. Jaz sem reč ful vesela, veš, ko kuham. Te poznam tudi med nekuhanjem in si vedno precej vesela. Ja, ampak med kuhanjem pa še posebej. Se pravi, samo listke bomo uporabile. A te lahko jaz danes kaj ponucam, ali ne? Lahko me ponucaš, ampak da me ponuci tle na kruhu. Prav. Lej, se ne bo nič tazga, zdaj z meto tudi ne bova pretiravale, zato ker zna biti, veš, kar dost močna. Veš, to je čisto za svežino. Se pravi, meto boš v jogurt dala? Tako, v jogurt bova dodale meto,
Potem bova dodala tale konfitiran česen, mačkam prezervirane limonce, malo limonine lupince in to bo v bistvu nekako to. Mešati pa znam zelo dobro. Znaš? Znam. Sem ti že lani dokazala. To je to, super. Povej, kako zdaj ti, ko je v bistvu letošnja sezona, 10. sezona, je zate prva, ki jo gledaš potem, ko si ti snemala. Kako je zdaj tebi spremljati nove ljudi, ki točno veš, kaj čutijo, kako ti je to spremljati? Pa ta studio spet, pa ti nisi tam. Zdaj se ti bo mogoče to smešno slišalo, ampak meni je to tako naporno. Naporno? A zmatrana si za njih? Ne, jaz gledam. Lahko premešam? Lahko že premešaš. Jaz gledam in potem sem tako, pa ne, pa kaj delaš? Pa jaz bi to tako naredila. In 1000 idej v glavi, ker ne moram sedeti več na kavču, sem kar tako živčna sem. Pa me fant zraven me miri, pa prav, Zala, ti si to že dala, če je v redu, je ne rabiš zdaj. In s podožilom, res napolno podožilom, ampak mi je vrhunsko, pač tako, ker so izzivi tako dobri, ne vem, čutim jih prav. Vidim, kakšno, recimo to mi je najbolj, da prav vem, kaj je mislil s tem narediti ali pa s krožnikom, ampak po drugi strani sem pa tako, ne, zakaj? Tako da zelo, zelo dobra izkušnja je to spremljati, ko poznaš mačkano zadje, ko si nekako veš čutil iste občutke, kakor jih oni, ampak me pa ful zamika, da bi šla kdaj tudi nazaj, veš. Kako pa ti je, če primerjaš sebe, kako si spremljala Masterchefa prej, preden si vstopila v to kuhno, pa zdaj? A je kakšna razlika? Ker ponavadi rečejo, najlažje biti kavč komentator. Zdaj si ti ta zelo zagret kavč komentator. Ti si zdaj tako pri fuzbal tekmi skačeš na njih. Kaj delaš? Ja, je razlika. Si zaradi tega, veš, sem jaz lahko pametna, ker sem to že dala čez in vem, da se včasih tudi da to mogoče še boljš narediti ali pa da vem, da imajo, ne vem, na voljo neomejeno sestavin, recimo v kakšnih izzivih in mi je to tako, ne, veš, zakaj si šel to ali pa tako, res jim se mi zdi dajejo zelo tudi dobre napotke. Pa včasih, ko vidiš, da ne posluša kdo sodnikov, sem jaz kar tako, ne, veš, oni se ti hočejo ti res dober, ne, veš, ni. Ja, se moraš znati brati med vrsticami, ne, tudi njih se moraš navaditi verjetno malo brati, pa tudi dojeti, kaj ti sploh sporoča. Čisto na začetku je to malo težje. Tako, da boš z oddajami to se še nekako lepo zapeljalo v pravo smer, tako bom rekla, ampak od začetka pa verjamem, da je vsem težko. Praviš, da imajo pri nekaterih izzivih možnost cele trgovine. Kaj je bilo tebi lažje? Imeti 3 sestavine, ki so določene pa težke, ali je lažje priti v trgovino, pa imaš vse imaš na voljo, vse? Kaj je težje zate? Še mačkam bova posolila. Veš, kaj ti povem? Jaz sem tisti človek, ki bolj, ko me boš omejil, lažje mi bo. Ko sem jaz imela celo trgovino na voljo, res je to, sem začela komplicirati. Takoj, ko so bili izzivi zelo, zelo omejeni, je bilo pač to zame okej, veš, to vem, da imam in to moram in s tem sem naredila čudeže, res delaš na koncu čudeže s tem. Zato recimo tudi potem, ko smo imeli kakšne izzive, ko smo imeli pa celo trgovino na voljo, je bila moja taktika vedno taka, da sem sama sebe omejila. Aha, v smislu? V smislu, okej, danes bi rada, ne vem, predstavila to pa to, jaz se nikoli, mogoče tudi to nisem učila jedi. Recimo, ja, danes bomo pripravili, ne vem, krompir z, ne vem, nečim ali pa kakorkoli, ampak sem se okej, krožnik mora imeti. Glavna komponenta, zraven imeti hrustljavost, rabim imeti kremoznost, neko kislino in sem se učila zelo po elementih. In potem sem to sestavljala, veš, in pa je bilo mogoče ljudem včasih tudi smešno, odkje si zdaj privlekla, ne vem, neko sestavino za drugo, ampak jaz sem šla zelo po kmečki logiki, ne, veš, če smo pripravljali zajca ali pa divjačno, ne. Veš, kaj si že rekla ti lansko let? Od oka? Ja, odokativna. Odokativna metoda, tako je. Se pravi, kmečka pamet pa odokativna metoda. Zdaj bova naredila pa tole aromatizirano maslo. Dejansko bova maslo tako lepo zapenile. Lahko tudi mačkam porjavi, ni pa nobene panike. Vseeno moramo malo merkati na poletje, tako da tele 2 kockice bosta dovolj. Sem da jaz tole kar znižam. Evo, pa zdaj se bodo pa zgodili ti čudeži, veš, aromatizacija, začimbice, tako da, bom takole naredila, tole bom odstavila.
pa bova tla dodali pa pol nazaj. Aha, da se ne zažge. Dodali bomo malo čilija. Maraš pekoče, ne? Ne preveč. Ne preveč. Se pravi, res čist malenkostno. Danes bo pomembna tale paprika. Se pravi, tole je paprika v fleksih, variantica. V bistvu želimo še to barvo dobiti, ne? Vidiš, da imamo same lepe take barve, ne? Pa 3 različne paprike. Pa 3 različne, ja, zato, ker je dejansko to podarek. Se pravi, jaz bi temu več tako rekla. Čilija je bilo noževa konica, tehle paprik bo vsaka po eno žličko, čajno, pa dodale bova, se pravi, potem tudi tale orientalsko kumino, tudi eno žličko. A to si to že kdaj probala? Ne. Daj pa vohaj. In če tega nimaš? Se uporabi tudi recimo navadna. Evo, jaz bom tole zdaj dala. Tako malo dimljeno. Pa se bo... Se ti zdi dimljeno? Ja, se je. Mislim, takole je. To ni naša kumina, to je treba povedati. To je čist nekaj drugega, tako da jaz skoraj priporočam ljudem, dajte si širiti obzorja pa si kupite to, ker vsaka boljša založena trgovina že nekako to ponuja. Tako da, evo. Tole bo najino maslo. Takole lepo važno, da se takole mačken zapeni, pa ga bomo kar takoj odstavili, zaradi tega, da se nama začimbe ne zažgejo. Je pa važno, da mačken pa zadišijo, ker smo jih že itak malo termično obdelali, se je to že zgodilo. Zdaj si res pripeljala te orientalske barve, vidim, da s temi začimbicami. To je to? Evo. Ampak glede na to, kako imaš ti te neke turške sestavine in jedi, ne vem, a bi se še turško naučila? Moja sestra se je učila turško. Sem včasih prišla domov na obisk in ona kar tako neke turške besede in sem jaz tako, pa kaj ti ni? Povej po domače. Povej po naše. Nikoli mi ni bilo v interesu se po pravici učiti turško. Lep jezik mi je, ko ga slišim, ko ga govori kakšen lep Turk. No, okej. Ni mi pa tako, da bi, ne vem, nisem pa imela tega interesa. Druga mislim jezika, veš, ostajam pri klasiki, angleščina, nemščina. V redu. Slovenščina, dolenščina, to. Dolenščina, to je ta tuji jezik. To je ta tuji jezik, vse to. A boš ti kar odrezala 2 kosa kruha, da bova imela za zraven? Torej, naredila boš 2 poširani jajčki, zraven bo ta omakica. Tako, na jogurtu, ne, to bo na jogurtu, zraven bo to maslo. Se pravi, tu smo res tale jogurt zdaj fino aromatizirali, tako jaz temu rečem. Bom še kar dobro premešala. Veš, kaj super je tudi, da res se to na začetku naredi, zato da tudi meta še spusti to svojo aromo. Aha. Ne. Tako da, veš, včasih lahko doma tudi tu mogoče vnaprej pripraviš, pa če kakšne goste pričakuješ, ne. Pa si narediš to omakico prej, ne, da se malo navzame, potem pa lepo lahko sam jajčka dokončaš in postrežeš in bodo vsi navdušeni. In si masterchef. In si masterchef. Ne, danes je to, bo tako malo bolj jajčka na nivoju, no, ampak se jih da pa zmeri še dodelati, veš. Praviš, da so ti všeč letošnji izzivi. Kaj od tega, kar si videla v letošnji sezoni, ti je bilo tako všeč? Kaj se ti je vtisnilo v spomin? Najbolj mi je všeč ta novost letos, ne. To se pravi gostje, tudi ta nek show cooking drugih, se pravi v smislu tega, da izvajajo neke delavnice, da se oni masterklasi, da se učijo, da si zapisujejo. Tako da to mi je ono, ker mislim, da se tekmovalci še čisto ne zavedajo, koliko jim lahko to da, ne. Koliko ti dobiš od tega nekih informacij, marsikdo ti da zelo dober nasvet na tej poti, ne, sploh če pride tako ti nasproti, no, in je to je zlata vredno, res. Evo, tlele sva tudi majčkeno kar na maslu bova. So tu, veš, tudi taka nasitna jajca na koncu, ker je vseeno nekaj maščobe. Evo, zdaj boš ti zadolžena, da kruh merkaš, prav? Summer body. Dobro, kaj delam s kruhom? Obračam ga? Lahko boš videla zdaj, jaz sem ga dala na zelo malo. Dobro. A sploh gori plin, gori, ne? Gori. Gori, evo. Je, ne? Zdaj pa bomo jajčka, vidiš, tole je glih prav tudi voda, se že ne sme zavreti. Kis je dodan, jaz bom pa zdaj, sicer, če so zelo sveža jajca, tega se niti ne rab narediti, ampak jaz bom vseeno, da malo prezentiramo. Jih bom dala čez cedilo, veš, da se ta tekočinca dol, da gre čez, ampak kot vidiš, ne, so lepo sveža, tako da ni to nobene... Kaj pa je razlika, če to ne narediš?
To je zato, da se ti bo beljak lepše objel. Veš, če ne se ti včasih zgodi, da se ti, kot da bi se ti razlil. Maklej, se tole mačkan je, malo je, ne? Da vidim zdaj to umetnost. Aja, saj ti si že poširala jajca. Ne? To je pa stvar, ki se ne spravim narediti, pa vsakič rečem, da bom probala, pa... No, evo, mislim, da pred kamerami je idealna priložnost. Evo, vse je pripravljeno zate. Ne, boš sam spustila ga noter, prav? Ali boš ja. Bom zmogla, menda bom zmogla. Lej, v življenju se moraš sam nekaj naučiti izzive sprejemati in biti tako neustrašen pri izzivih, tako kot so vsi masterchefovci. Sam jaz sem tebe povabila, zdaj ampak ne ti bo, daj nauči me, daj. Ne, daj bo. Enega ti, enega jaz. No, daj ta prvega ti, ta drugega jaz, ajde. Sem pa ta človek, ki mora vse najprej videti, veš. Aha, to pa super. Še mačkam bomo dodala. Kako veš? Ognja. Lej, jaz nikoli vode realno ne zavrem. Važno je, da je, viš tele... Aha, da je že malo mehurčkov. No, to me je zanimalo. To je najbolj važno, viš tole, da se ti mačken dviga. Jaz mislim, da bo to idealka. Poglej, kaj se dogaja na tej strani, ampak mislim, da še kaj pust. Vidiš, to je tako easy. Zajtrk, branč, malo se pogovarja zraven. Easy, pa boš delala jajca, Katja, pa sem že zašvicala. Boš ta prvič pred kamero naredila poširana jajca? Bomo. Saj veš, ponovadi je pa tudi tako, ne. Meni so se v življenju tudi največkrat, recimo, sem zavrknila par ful preprostih stvari, ko je bilo pa treba nekaj ful težkega narediti, pa nekaj tako brez problema. Ko je bilo pa nekaj ful preprosto, sem tako, ojoj. Se pravi, imava vodo, pa kaj, eno žlico kisa? Žlico kisa. Jaz tudi ne solim nič vode. Ok. No, da vidimo zdaj, če bo... Segrejemo toliko, da se vidi že kakšen mehurček, ne pa še vre, ne? Tako. Tole bomo zdaj malo... Te vrtince, včasih se je to reklo, da se to dela, zdaj tudi če ne več. Aha, no, to me je zanimalo. Vrtinc delaš zelo nežno, vidim, ni tako, da ga narediš unga iz odtoka ta pravga. Ne, ker če unga narediš, se ti bo pa sigurno ločil. Beljak od rumenjaka. Super ti gre s tem kruhom. Ne, res. Ali v življenju moraš znati tudi kaj pohvaliti. Ej, to sem hodila komentirati. Da se mi zdi, so pa naši sodniki, ne, tako ni binata, so pa kar prijazni. So prijazni? Mogoče pa čakamo še Mojmirja, da pokaže. Ful bi rada videla to. Upam, da bo pokazal. Da je mogoče malo bolj strok, ampak sej, veš, na začetku je vseeno mogoče malo manj tega, no, da vidimo. Bo takole naredila iz tele strani, da bo se dobro videlo, veš. Evo, pa ga bomo takole malo zapeljala zdaj. Ok. Je ona mislila, da bom jaz ta prvega tole naredila. Še dobro, da ga nisem ta prvega. Ne vem. Se bo. Zdaj sem nama pomembno, upam, da se nama ne bo zalepo, veš. No, tudi to sem hotela vprašati, ker paduje na dno. Ampak ne bo, vidiš, zdaj se že on lepo Ja, wow. Kaj pa ta trik, ki sem nekje, seveda, na nekih družbenih omrežjih videla, da ljudje to zdaj delajo že v mikrovalovkah? Ti nekaj povem, jaz tega še nisem poskusila. Ker je bilo prav tako, lej, kako preprosto, pa vsi se tako matrajo s tem vrtenjem. Puf, daš v mikrovalovko, pa je to. Nisem še probala, če boš pa probala, lepa karamelizacija, ja. Obrnem ali ne? Lahko obrneš. Lega. Ja, zdaj moram se še na vrh preplavati. Jaz verjamem vate, da bova eno jajce bova imeli. Ne, bova tudi drugo, ampak vidiš, ka se je nama malo zalepo na dnu. Aha, vidim ga, ja. In zdaj? Ja, ga bova probala rešiti. Evo ga. Vidiš, se je odlepo. Lepo sem ga vrtela, nič ni bilo hudega, si videla, ni me ugriznil. Veš, to sem pa vsakič pri Masterchefu sem rekla, to bom probala, ampak imam očitno neko strahospoštovanje do poširanih jajc. Imaš strahospoštovanje, a samo do poširanih? Samo do poširanih. Drugač, lej, ampak veš, ne smeš se sam preveč sekirati, ker recimo mi smo imeli tudi ta izziv z jajci, to zdaj v Masterchefu je zmeri tako popularno. Lej, si sem rekla, še tako najlažja stvar lahko komot zafrkneš, najtežja stvar lahko tudi zafrkneš, lahko pa oboje, ali narediš dobro ali ne, kakorkoli. Važno je na koncu samo to res, jaz pravim, lej, da probaš pa, da ne vzameš tega kot poraz. Veš, to je, jaz tudi nisem pri jajcih blestela, če ti po pravici povem, ampak je bilo to.
Ja, Pa krasen. ga bova takole le potipala, to je to. Zdaj ga bom ga kar na tem pustila, da se mi majčkeno takole odsedi. Dobro. Oziroma, da ga pol spravva dol. Pa bova kar drugega, lej, zdaj je tole še vre. Evo, kar ubi. Meni je to tako super. Sem rada učiteljica, veš? Vidim, da In tudi to delam med drugim. Delavnice, Aha. vedno Koliko imaš pa zanimanja za to? zelo. Ja? Recimo tudi s strani otrok. Vedno znova sem presenečena, kakšen imajo otroci potencial. Kakšna zdi, da je vedno več vprašanja tega, ne? glede kuhinje in jaz sem tako, kje še jaz ne pomislim na to. Super, evo. Zdaj si ga pusti kar ga tako, se je odsedil, zdaj ga kar nazaj. Dobro, prvi korak je uspel. Ta je bil zelo lahek korak. Zdaj bova pa, evo, glih prav. Dobro. Se pravi, naredimo nek vrtinec, ki se ga ne vidi. Tako, Zelo ni. tako, zdaj ga pa kar lahko. Samo noter potunkam, Tako. pa stresem. Tako, tako. Joj, Zala, kaj ti meni delaš? Kar daj. Tako, pa kar ven. Bravo, evo, zdaj ga bova pa malo zavrtele spet. A vidiš ti to? Vidim jaz to. Sam še oblečce mora zdaj v to svojo oblekco. Tako. Aha, malo se je zalimo od spodaj. Dobar je. Bravo! Bravo, Katja! A si razmišljala, kaj prijavi na Masterchefa? Veš, jaz znam peč, meni peka gre, ne, sladko. Ne vem, če bi glih Karima navdušila, to sem. Okej. Lej, vidiš, sem skoraj pozabila na najin kruhek. Kar dej. Ampak veš, vse medve sva v bistvu že zelo blizu. Sej tale kruhek lahko dava dol, ne? Kruhek bova dali dol, najbolj šlej bova kar takole na deski tole uredile danes. Veš kaj, to mora biti vseeno, jaz bi tem rekla malo bolj seksi, tako da bova takole še, Ti kar nared seksi. veš, da to zreževa tako. Tu, da je za na Instagram, ne? Ja. Ampak ne, lani so pa tudi veliki sodniki poudarjali to, ne, da mora biti hrana okusna in ne samo za na Instagram. No, se to je tudi res, ja. Evo, le, tap se ni pa nič zalimal, vidiš? Ha! A? Veš, koliko ene ljubezni sem mu dala. Si, ne? Jaz verjamem v to skrivnostno sestavino. Super. Ker recimo testo zelo rada pripravljam. No, evo. In tam moraš dati vedno dušo in ljubezen, kot pravi. Jaz bi ga kar vzela penovko, pa ga probaj dati gor, pa ga mogoče lahko celo malo pošlataš. Zdaj bom pa jaz kar takole pripravljala. Tale jogurt gre na dno, tale jogurt na dno. Poglej ti to. Še mačka ga lahko pustiš, Ja, rab tako, še veš. minuto. Veš kaj, da se bo še bolj beljak zakrhnil. Rumenjak je super sicer. Bo šel dol? Bo. Bo. Samo nežno. Samo nežno, ja. Tako, evo. Tako da ne, Masterchef pri meni ne bo šel čez, sem še zelo na poti učenja. Pečem rada, ampak ne Karim nivo. Ne Karim, Ne? To so okej. te neki krofi, potice, kruh. Bi lahko sodelovala, jaz pa ne maram tako peči. Veš. Mislim, testo je sladkega, no tako, evo, tu sem se narobe izrazila. Tole mava, najno maslo je tudi, ne? Ja. Maslo sva v bistvu čist na hiter, samo To, ja, in lej to barvo. Veš, kaj bo to, ta kontrast med to belino, lej to. Nice, vidiš? poezija. Lej to iščeva. To so te tvoje orientalske. Tole po mojem je, ne? In zelo diši, super, bravo. To. A si zadovoljna, da si Zadovoljna sprejela ta? sem, ni mi všeč, ker ni, a veš. Nitko mocarelica, veš kaj, ko Ja. bova ga obrnili, boš videla, da bo. Dobro. Lej, tole mava, zdaj bom pa jaz, bova ga probala, čak bom še eno žlico vzela. Se lahko, ne? Ja. Ampak je pa fajn, če se odcedijo ti poširane jajca. Veš kaj, zato da ne bi tle imela zdaj ful vode, no. Dobro. Evo. Wow. In zdaj imava enega, vse si ga odcedila, lej, tole, viš, vseeno nama je malo beljaka, bova ga dala stran. Čakaj, kako bova to zdaj naredili? Deva. Bomo pogumno. Ga boš nakar... A bo? Ja. Bo počel? Ne bo. Zdaj bojo vsi na kameri videli moj strah. Ker, ne, vse je v redu. Saj si rada učiti. Lej, drugač pa lahko tudi na tega, da. Dajmo to profesionalno prepustiti. Nič narobe, lej. Takole ga bova še enkrat odcedila. Takole bova naredila, da bo Lepši. Dobro. Vidiš, da na tej strani je še bolj lepši. Lepši, po ja. domače, ne? Ne, veš, da morava dati na to stran. Ampak lej, kaj bova zdaj naredila?
Zdaj pa prihaja tale seksi del. Veš, hrano morajo včasih seksi, vidiš to? Ne, bomo to kar takole fino zalili, ne. Zato, da imamo me to za namakati, veš. To je najbolj važno. Viš, to je ta kremoznost, zdaj, kaj je tla iščeva. Kako je s soljo? Posolili sva? Jaz sem solila jogurt, zdaj pa tako, jaz bom zdaj posolila še po vrhu. Okay. Moraš pa se, mogoče nisva pozabila ometi, to limono, ki sem dodala v jogurt, ta je tudi slana, ker je prezervirana, se pravi v soli oziroma fermentirana, tako da tla ne bo nobenih težav oziroma da ne bi bilo dosti slano, ampak jaz bom vseeno le še tako naredila. Malo pa moramo, ne? Zdaj pa pride tale zahtar, najpomembnejši del. Kar takole direkt po jajčkih. Kako sem vesela, da lahko jaz v službenem času poskusim tvoje umetnine. Ja, lej. In pa seveda bova še dodala mačkan tele mete. Bova kar tako malo rustikalno danes naredili tole. A se strinjaš? Jaz jo bom kar takole malo. Koliko se ti zdi, da si se zverzirala v platingu? Sem se, ampak ti moram pa povedati, da recimo jaz vseeno nisem ta človek, ki bi doma posvečala temu zelo veliko pozornost. Imam rada take preproste, simpel, tudi tole recimo danes je zelo simpel, ampak je pa zelo praktično. Zakaj mogoče tudi sva zbrala črn krožnik, zaradi tega, da sva ustvarila ta kontrast, se pravi belo, rdeče, zdaj še malo te rjave sva dodala, zelena. Zbrala sva globok krožnik zaradi tega, ker se to namaka. Ne, se pravi, veš, viš, da se nama maslo se je lepo razlilo, jogurt se razliva, tako da razmišljaš vedno v tej smeri. Najbolj se pri platingih seveda potrudim, ko imam neke kulinarične dogodke, ko delam cateringe, ne vem, tudi recimo, ko snemam, da mi tako mora lepo izgledati, ampak so ponovadi to zmer bolj neki ali bistrojski, oziroma neki domači platingi, čisto zaradi tega, veš, da lahko ljudje to doma tudi poustvarijo. V Masterchefu imaš ti na voljo neomejeno stvari, neomejeno lepih krožnikov. Hrana, oprosti, na lepem krožniku lahko izgleda božanska. Veš, pred, ko ti izbereš pravi krožnik, pred, ko ti daš, posvečaš temu pozornosti, za čisto nekaj drugega, plus to, da imaš kakšne mikrogrinse, veš, kaj mogoče doma nimaš. Polje, koliko imaš možnosti, ja, ampak se da tudi za preprosto stvarjo narediti zelo lep krožnik. Tako, in predvsem to, da vemo, kako se ga je. Zdaj bomo to lepo razrezali in pomembno je to, da zajameš vse. S kruhom. S kruhom pomazano na koncu. Sva pripravljeni? Ampak prvega ti prerežeš, da vidimo. Sam zdaj ne vem, kjer je kjer. Ja, se ni važno. Mislim, da bosta oba v redu, kar probaj še drugega. Ok, in zdaj se je to tako, da zajameš s kruhom. Ja, jaz sem, se vem, da sem Masterchef, ampak jaz vsakemu povem, da najboljša je hrana tista, ki se je z rokami. Tako da, medve bomo zdaj kar tako naredila. Lepa tole, slišiš to? Veš, to so take male radosti v življenju. Dober tek ti želim. Tako, zdaj pa probaš tako, kar malo zajeti, malo jogurta, malo rumenjačka, tega našega masla. No, pa da vidimo. Taki turški, ne? Zelo turški okusi. Probaj, tako namocam v to maslo, boš videla, kako je aromatizirano. Se čuti. Zelo je dobro. Ti je všeč? Zelo mi je všeč in sem vesela, da si prišla. To je danes moj zajtrk. Vrhunsko. In na kameri govorim s polnimi usti, to se vedno spodobi. Ja, Zala, nič, jaz te bom še te bom povabila. Prvič je bilo neko kosilo lahko poletno, drugič je brunch oziroma zajtrk, tretjič pa sladko. Sprejmem izziv. Sprejmeš izziv. Krasno. Super. Zala, hvala lepa, da si prišla. Jaz bom pa tole zdaj, po mojem, bom hotela kar sama pojesti. Hvala za vabilo. Evo, sej off the camera ti lahko še eno porcijo naredim. Hvala tudi vam, dragi gledalci. Spremljajte nas še naprej. Masterchef kuhna je nazaj in naši masterchefovci bodo pripravljali take kratke in zapeljive recepte.